spet čutim, da moram. Pa ne toliko v teh protestih, ki so bili spet v sredo. Ampak moj torkov faktor se je tako površinsko odvil. Jaz nisem mogel povedati vsega tistega, kar sem nameraval povedati. Zmanjkalo je časa, 2 sogovornika. Vprašanja tudi včasih ne grejo tisto smer, ki si jaz želel, oziroma tisto smer, kot sem se pripravljal. Pripravljal sem se pa v smer debate o vrednotah. Zdaj ne toliko o krščanskih vrednotah, kar je bilo tudi omenjeno, da se bo tematiziralo, ampak na splošno o vrednotah. Zdaj v vrednotah je Janek Musek v Sloveniji največ povedal, jih tematiziral, tam neke hierarhije pisal, samo aktualizacija, moralne vrednote, spol, v nekem 3. mestu je karierni uspeh, 4. so pa te hedonistične vrednote uživanja. Psihoanalitični vidik vezan na vrednote je malce drugačen. Ko se tematizira vrednota, vrednotni sistem, torej ne vrednostni sistem, ampak vrednotni sistem, je treba gledati na vse skupaj skozi optiko nezavednega. V nezavednem se gradi osebnost, oziroma stoji fundament osebnosti, bios. In v bistvu, ko tematiziramo vrednote, so ključne te fundamentalni nastavki cele strukture osebnosti. V bistvu moramo tematizirati osebnostno strukturo, če tematiziramo vrednote. V osebnostni strukturi je ena komponenta, ki se reče nadjas, se pravi vest, ki peče, moralna inštanca, in ta je ključna za formiranje nekih vrednot. Jaz se odloča v kontekstu vrednot med imperativom uživanja, ki je v domeni onega, na drugi strani je pa nadjaz. Tam pa domujejo moralne norme. Jaz pa dela kompromis, koga bo vzel v to primarno opcijo kot nekaj, česar se bomo držali. Pa še tako je, v kontekstu vrednot se načelno na deklarativni ravni lahko odločamo za neke vrednote, ki so lepo zveneče, potem se pa realna situacija zgodi, se pa odločimo čisto drugače, kot smo prej rekli, da je naša vrednota. Torej, kriza psihološke strukture osebnosti je v bistvu tista primarna, zaradi katere se potem dogaja kriza vrednot. Kriza vrednot je v resnici kriza slabo strukturiranih osebnosti. Teh pa ni tako malo v tem družbenem trenutku, ko imamo krizo, ko imamo epidemijo, ko nam voda teče v grlo, ko smo polni problemov in potem ven bruha nek patos. In to tistih ljudi, ki imajo osebnostno strukturo slabo strukturirano. In to iz primarne družine. In potem prihajajo na plano neki anarhisti, džokerji oziroma psihopati, kot se jim lahko reče. In potem se v družbi vzpostavlja anarhija, tendenca k kaosu, se najde vsako sredo, tudi petek ali pa torek prejšnji. Se pravi, na eni strani imamo tendenco k anarhiji, k kaosu, na drugi strani je pa glas razuma, oziroma glas moralne razsodnosti, red. V teh časih se moramo držati reda, red je neka vrednota, odrešilna vrednota. V različnih zgodovinskih obdobjih so bili pa ravno anarhisti, oziroma ti džokerji, ali pa psihopati v resnici pa koristni. Zdaj takolo, malo te levičarji znajo biti užaljeni.
če rečem, da glavni narodni heroji so med eno bejem padli. Večina je bila tako nebrzdano agresivnih, da so se podali na juriš tudi takrat, ko en normalen človek je 2 koraka nazaj naredil. Psihopat se je pa zapodil v Nemce kot svinja v buče in plačal to s svojim življenjem. In to so te koristni psihopati, ki blestijo v vojnah, blestijo v revolucijah. Tudi neka oktobrska revolucija je imela v nekem jedru, opadljivem sadističnem jedru, ki je imela najbolj prevratniške ideje, neko psihosociopatsko komponento. Pa jaz zdaj to govorim kot nekdo, ki se je jezil, ki se je tamle oktobrska revolucija ulica okinila. In zdaj imamo Obrtniško ulico, govorimo o Trbovljah. Meni se ne zdi prav, da se je ta ulica okinila, oktobrska revolucija. Ali pa Leninov trg, da se je to, ni več Leninov trg, ampak mestni trg. Ampak z teoretskega vidika moram povedati, da te revolucije so delali moralno sporni ljudje, anarhisti, tudi psihopati. Zdaj ne govorim o enem Stalinu, ki je bil psihopat. In to je ena od Jungovih pacientk, ki je delala v vrtcu. Zdaj, če ni bila to celo Sabina, o kateri je bil posnet film Nevarna metoda s Carlom Gustavom Jungom. Ta ena pacientka Jungova je delala z otrokom v vrtcu v Rusiji in je rekla, glede na to, da je poznala otroka, da je Stalin psihopat. Ja, zdaj težko bi pa rekel, da je Tito bil psihopat. Bil je nek patološki narcis, ampak to še ni psihopat. Imel je narcistično strukturo osebnosti, ampak, kot sem rekel, v določenih zgodovinskih obdobjih, ko je treba imeti neke prevratniške ideje, jih realizirati, blestijo popadljivi posamezniki, ki imajo slabo strukturirane osebnosti. Predvsem so brez nadjaza. Tudi kmečki upori, Spartakov upor, oziroma upor sužnjev, ali pa francoska revolucija 1789, ali pa Pariška komuna. To so zgodovinski trenutki revolucije, prevrati, kjer so blesteli anarhisti, ne moralno razsodni moški, testosteronski moški, ampak neki delikventi. Zato se v teoriji zla, teoriji psihopatov, govori tudi o koristnosti psihopatov. Ampak moj poudarek je, da v tem trenutku pa potencialni psihopati niso koristni, delajo pa prevrat, pozivajo ljudi na ulice. Zdaj, ali je to pacient, histrionični, pojoči major Troha, ali pa zadnji biser vseh biserov Zoran Stevanovič. To niso moralno razsodni ljudje, ali pa tam nek govorec Srečko Šorli Amrit. To niso trdno osebnostno strukturirane osebnosti, ki bi imele še močan nadjaz. Ne. To so osebnostno motenci, v osebnostni strukturi, v biosu, iz otroštva ven, imajo neke rane, neke deficite. Te ljudje ne morejo za seboj povleči ovc, zombijev, sugestibilnih, ki marširajo po celovški pa po obvoznicah. To se ne sme zgoditi. Se pravi, če nimajo vesti, ki peče, imajo pa božji bič v obliki policije, Olaja, Hojsa, vlade. Zdaj, scenaristi raznih filmskih mojstrovin so se domislili teh apokaliptičnih filmov. Eden najboljših, kar sem jih jaz gledal, je tako rekoč v Sloveniji Prepovedan. Denzel Washington pa igra v glavni vlogi, leta 2010 je bil ta film posnet, The Book of Eli, knjiga odrešitve. To je tako rekoč knjiga o Bogu oziroma krščanska knjiga, prokrščanski film, knjiga o Bibliji. Po tej apokalipsi se je svet sesul zato, ker ljudje niso imeli več moralnega kompasa. Novi rodovi so se rojevali
ne v ljubečih družinah tradicionalnih, ampak preko posilstev, ki ta moška pohota izbruhnila na dan, ko je bilo kaotično, ko ni bilo vesti, ki bi pekla, v kaotičnih razmerah in v vojnah blestijo testosteronski moški, ki za nagrado mislijo, da je treba dobiti tudi žensko na uporabo. In potem se dogajajo posilstva. V teh apokaliptičnih časih so ženske tam, bi rekel, za vojakova nagrada, kot bi rekel Nietzsche. In potem so se v tem filmu rojevali punkerti, to so fantje, moški brez vesti. To je v osnovi pomenilo nekoč punkert. In te bodoči, torej rodovi, ki so se rodili po apokalipsi, niso imeli moralnega kompasa. Stari ljudje, prekaljeni mački, ki so imeli še razsodno moč, so vedeli, da je treba družbo v red spraviti, če ni vesti, če nimaš ti notranjega čuta za moralno razsojanje, ki nastane v primarni družini, je Biblija oziroma Bog edina rešilna bilka. In ta knjiga The Book of Eli, ali Elej, knjiga odrešitve, govori ravno o tem, kako se je cel ta ameriški svet boril za to eno knjigo, za Biblijo. Ker tisti, ki ima Biblijo, ve, kako organizirati družbo, ker so noter moralne zapovedi, Božje zapovedi, ki jih pa mi, ki ne rabimo te Biblije, čutimo v obliki nekega moralnega imperativa, v obliki postkonvencionalnega moralnega razsojanja. Tisti, ki smo imeli srečo, da smo rasli v tradicionalni družini, govorim pa o moških, ker žensko moralno razsojanje je drugačno, temelječe na sočutju, in to ni pravo moralno razsojanje. Tisti moški, ki smo doživeli močnega oedipskega očeta, pravičnega, ki nas je kaznoval, če smo naredili kako pizdarjo kot otroci, ki še nismo imeli vesti, nadjaza. Tisti imamo danes srečo, da čutimo, kaj je moralno prav. Ne rabimo plonk cegelca, ne rabimo ustave, zakonov, mi preprosto čutimo, kaj je moralno prav. In smo pripravljeni kršiti tudi zakone. In početi nekaj, kar čutimo, da je moralno prav. Tega privilegija večina moških nima, ima jih 20% po nekih statističnih analizah. Lorenz Kohlberg izvajal te teste. Freud je bil pa tisti, ki je povedal, da jasno, da imajo nekateri moški, ki pravilno razrešijo Oedipov kompleks, čut za moralno razsojanje. Zato, ker doživijo kastracijsko bojazen, česar ženske kot deklice ne doživijo, ker nimajo organa, ki se jim ga da odrezati, nimajo kastracijske bojazni. In zato ne morejo razviti moralne razsodnosti, tiste prave, avtohtone človeške moralne razsodnosti. Moralno razsoden človek si vzpostavi hierarhijo vrednot, prioriteto življenjskih potreb oziroma prioritete v svojem obnašanju. In na prvem mestu so v določenih obdobjih to in to, v določenih pa pozneje kaj drugega, recimo. Starostniki imajo vrednoto zdravje, mladi moški pa ženske. Moralno razsodni moški znamo dati pa prioritete na prvo mesto v smislu moralnih vrednot. V tradicionalni družini, ki je v Sloveniji kolabirana že desetletja zaradi enačenja spolov, zaradi tega nesramnega psihotičnega feminizma, kjer se enačita oba spola, kjer je oče simbolno kastriran, če že ne odsoten. Ko se naveliča tečne babe, pa za kos poscanega mesa zbeži iz družine, otroci pa postanejo ne socialni problem, ampak moralno zmoteni. Ženske, kot deklice, pa zapeljajo svojo percepcijo spola nasprotnega moškega v čisto neko divjo smer. In potem se v Sloveniji potikajo te emancipirane ženske, ki imajo tiste neke svoje otročičke, hčerke, ki so zaznamovane z manjkom očeta na svoj način, sinovi pa na svoj način. In potem, ko je treba iti na ulice, jurišajo kot kure brez glave ali pa ovce in kot zombi, vodljivi zombi, polni testosterona, pa nikakršne moralne razsodnosti.
zato ker kot otroci niso razrešili Oedipovega kompleksa. Utrpi pa moralna inštanca imenovana Nadias, super ego. In potem dobimo na eni strani tako imenovane kmečke bunke, na drugi strani pa te razposajence, ki ob flaši piva napadajo avtoriteto v obliki policaja. In to se potika po ljubljanskih ulicah vsako sredo, oziroma torek in tudi petek. Kljub temu, da je petek, petkovi kolesarji so politično strukturirani bolj prefinjeno kot te zadnji zombiji Stefanovičevi. In potem se obsoja nekega Ulaja, pa Hojsa, pa Janšo, da se spravijo z vodnim topom na ljudi. To je drhal, to je horda, ki je brez glave, to so kure, to so razne, Maribor, se zdaj se jo zaprli. Ima veličastno ime Romana Brzin. Gobčna baba, ki jo je lažje nositi kot prenašati. In se jo zaprli. Ker se tam, jaz sem videl, kako je to bila. To je tečnarla, ki je belskala tiste policiste, mojem sožalje možu, če ga ima še. Ali pa Anica Bidar, ali pa Damjana Bakarič, ona brez zoba, ko je Mateja Žlogar, Špela Šeško, ta je tudi gobčna učiteljica dobila odpoved. Mimi Zajc, ta je tečnarla gor, kje že, v Radovljici na Petrolu. To so vse ženske, ki so imele problem z očetom, v oedipalni fazi predvsem, ali pa celo mladost. Z Damjano Bakarič sem rekel, ne toliko oedip, mogoče potem tisto najstništvo, ko je bila neotesana, libidinalna razposajenka, ki bi nebrzdano uživala, kje ste fantje, pridite tukaj, sem lepa, sem, dejte se z mano ukvarjati, ne, fotelji pa ko ne. In črti karanteno, že marca lansko leto. In sem o njej pisal. Ampak potem so problem ne toliko anarhisti, ampak njihovi vodje. Ok, anarhisti že sami po sebi, ampak vodje, Ana Stevanovič, troha je tukaj, da cela Slovenija ve, da je pacient, ki rabi v polje jed. Problem je Zoran Stevanovič, ki je pa prefinjeno pristopil k tem zombijem, vodljivim ovcam. In pol Kranja prepričal, da bi bil dober župan. Jaz bi rekel, en sam gobec in sapa ga je. Pa agresiven do konca. On se tudi fizično spravlja na ljudi, ne samo verbalno. On je sposoben lagati, samo da bi uveljavil svoj jaz sem. To je narcistična gratifikacija, ki jo imajo narcisi, patološki, grandiozni narcisi in tudi histrioniki, kakršni je ob trohi še Srečko Šorli. Glejte, če hočemo razumeti to krizo, kolaps sistema vrednot, moramo razumeti, kako se otroštvo ljudem vrača v odraslost. In trdno strukturirane osebnosti se ne bodo na vrat na nos podajale za enim verskim gurujem na ulice in skandirale ukinimo PCT pogoje, ukinimo maske, bodimo svobodni. To so slabo strukturirane osebnosti, ki imajo tudi psihično krizo, ker ni užitka, ker ni lizike. Zdaj lačni smo, dejmo liziko. Ja, ni lizika, ko pa dejmo na pokopališče jeti, pa mrliče jesti. Čakajte malo, zdaj še lahko zobe stiskamo. Dejmo biti strpni, ne biti neočakani. Neočakani so tisti, ki imajo šibek nadjaz, ki imajo šibko osebnost, ki je bil potres v Petrini, to je en zadnjih potresov, so se sesuvale slabo grajene hiše, temelje so imele te hiše slabo grajene in so se sesule. V krizah se sesuvajo slabo strukturirane osebnosti in ni kriv kolaps nekega psihiatričnega sistema ali pa nekega pedopsihiatrije, ki je koncept v popolni zablodi. Mi ne rabimo še ene psihiatrične klinike za otroke, pedopsihiatrije. Mi rabimo kvečjemu posvetovalnico za starše. Starši so tisti, ki uničujejo otroke.
Če je osebnost močno oziroma pravilno grajena skozi Oedipov kompleks v harmonični družini, čuti, kaj je moralno prav, ampak ne še v obdobju ranljivosti, v puberteti, ampak v odraslosti, ko si človek formira lastno družino, čuti, kaj je prav. In ne vleče tam nekega otročička sred oktobra, leto pa pol starega po cesti, v plenici, pampersi. Pa mene sprašujete, kaj je žensko narobe. Z aluzijo, da je to Norma Brščič, Korošec. Jaz ne vem, kdo to je. Ampak ženska, tista, ki to dela, to ni imela očeta, ker nima čuta za materinovanje. Je pa ena novinarka RTV. Zdaj, ali pa to fake news, se ne vem. Ne bom se v to poglabljal. Ampak tudi ženske, ki so doživele oedipskega očeta močnega, vedo, da je njen gospodar, ki ga prej znajo prav zbrati, mož, tisti, s katerim se morata lotevati te krize skupaj in sprejemati skupne odločitve znotraj družine, dobre za otroka. In ko treba otroka poslati v šolo z masko, se ga pošlje v šolo z masko, pa se mu dopove, da je to začasno, zato da se ta izdihan zrak, če je mogoče noter virus, ne širi med druge in da imaš malo zaščite, če je drug okužen, da ti ne boš tega virusa domov prinesel, pa babica umrla. Se to tako otroku ne smeš groziti, ampak starš mora tako razmišljati. Ne pa, da neki pretegnjeni starši svoje otroke pošljajo v šolo brez maske in mu kaže, da ne bo slučajno maske gor dal. To so pa kreteni. Svoje otroke pošiljajo na fronto. Na podoben način kreteni, kot je Zlatko Čordić, ki je svojo revo, ubogo mamo, poslal v banko in ji zaukazal, da ne sme dati maske gor. V imenu njega si šla tam prepirati z varnostnikom, šefico, z ono revo tam, z šaltrom, klicali policijo. Zlatko Čordić je pa toliko budala jedna, svojo mamo dal v prvo vrsto na fronti. Popolnoma deformirana osebnost. Če bi repal, bilo vse v redu. Ko si pa on začel pa ego pumpati z upiranjem sistemu. To so te narcistične ali pa celo več psihopatsko strukturirane osebnosti, ki jih mora sistem onemogočiti. In tukaj mora biti olaj neizprosten, tudi Hojs, tudi Janša. Mi moramo dati možnost, da se razgovorijo intelektualci, ki imajo postkonvencionalno moralno razsodnost oziroma razsodno moč. Se pravi, imajo pamet in so nekaj prišli s to pametjo. Imajo znanje, imajo še testosteron in upajo se javno izpostaviti na podoben način, ko so jaz tukaj kurčim pred enim videom, tale lastnim, bi bo 1000 ljudi videlo, ali pa vse ni važno, 5000. Potem pa v Studio City, pa tam nek Gorazd Kovačič, mislim, kaj tam, sociolog. To ni nič drugega kot levi hlapec, ki trobi v isti rok kot tisti anarhisti, ki se suvajo vlado. V tem trenutku. V tem trenutku ni čas za sesuvanje vlade. Govorim že leto pa pol, ali pa še več. Postkonvencionalni človek je tisti, ki krši zakone in se upre nečemu, ko čuti, da je to prav. Ampak zdaj ni čas za sesuvanje vlade in to morajo vedeti levi intelektualci. In imeti morajo jajca pa razsodno moč. Se pravi, postkonvencionalno moralno razsojanje. Ko dajo tisto, kar je lušen, biti všečen za svoje leve prijatelje, od katerih imam koristi. Na drugi strani imam pa nekaj, kar je prav. In zdaj, če čutiš, kaj je prav, moraš reči figico, vi, moji prijatelji. Prav je, da se ne sesuva vlada v tem trenutku. To je prav. Ampak tega mi ne bomo dosegli. Vse nas je nekaj levičarjev. Zvenimo kot prodesničari. Tam ne morem en sosed reči, ti pa desničar, sliku ruf, ti bo tlega, bež, da te ne vidim. Gotovo je. Ker jaz sem pa zamirljiv. Ne morem jaz zdaj telih kretenizmov kar požreti. Zdaj trdim, da ni čas za spotikanje. Čas je, da se nekdo, ki čuti, kaj je moralno prav, izpostavi in po možnosti je dober, če je levičar. Ker zdaj je problem leva opozicija.
Zdaj ni čas za uživanje, zdaj ni čas za svobodo. Zdaj treba zobe stiskati. Ne moramo mi kar mrliče jesti, če smo lahko še nekaj časa lačni. Zobe stisnimo. Ne moramo kar nebrzdano uživati, biti brez mask, ker je luštno biti brez mask. Če se nam lahko okuži veliko populacije, če nam lahko umrejo, če nam zdravstveni sistem lahko kolabira. In kdo to ve? Ja, medicinci so tisti, ki vejo. Kdo se pa podpiše pod ukrepi? Ja, vlada je tista. S tem, da prej, če je pametna, posluša svoje prišepetovalce, ki imajo nekaj filozofskega znanja, ekonomskega znanja, sociološkega, psihološkega znanja. Sam dvomim, če to vlada ima. Se pravi, med svobodo in zdravjem, torej redom, se moramo v teh časih odločiti za red, ki v svojem paketu nosi še zdravje. Ohranjanje zdravstvenega sistema. Svoboda bo nekaj, kar bo prišlo, ko bomo mi precepljeni. Ne bomo pa precepljeni, ker imamo teorijo zarote razbohoteno skoraj toliko kot Srbi. Ima te anticepilske verske sekte. Z nekimi psihiatri pod seboj, pa zdravniki celo. Pa mi tudi tam, cepljenje. Gregor Kos. Vlož 5000 podpisov proti cepljenju. Prej se pa, 100 let medicinska stroka ukvarja, kako zajeziti nalezljive bolezni s cepljenjem. Najbolj pametni ljudi damo sistemsko v medicino, zato da bojo pomagali ohraniti narodu zdravje. Kar je tudi ustavna pravica, da jim država narodu ohrani zdravje. In potem pridejo psihopati na ulice, pa ovce, pa kure, pa brez glave. Pa zombiji. In potem se delajo predavanja o teoriji zarote in jaz sem skozi psihoanalizo razložil, zakaj se vzpostavi verjetje v nekomu, v teorije zarote, ali v cepivih so nanodelci. Kakšne nebuloze, ali pa chemtrailsi zastrupljajo. Globalni načrt, to nas hočejo iztrebiti. Depopulacija. Jaz imam pa interpretacijo tega, ampak jaz ne smem nikamor. Mislim, vegetiram v tistem faktorju. Jaz bi mogel teorijo zarote, interpretacijo skozi psihoanalize predavati. Vse predava. Tomaž Grušovnik, tam študentov na Primorski univerzi. Jaz bi mogel predavati to na odmevih, v Studio City povedati. V tedniku, ker je bilo vse naspol povedano. Ali pa v okviru NIJZ-ja. Po občinah. Kje bo vode? Vode pa ne. Če bo kdo drug. Ja, drug ne zna. Torej, če bi kdo rad, ne pridem kam predavati. Ali pa takole, se jezim. Se jezim tudi Stejo Jarc. 1 na 1. Z Damjano Bakarič. 1 na 1. Sam nekdo naj to organizira. Ampak s predpostavko, da bo kulturni dialog. Pa še nekaj, prav tako brezplačno, pa tudi ne bom prišel, Ker tudi meni teče voda v grlo, moje gledališče, King Kong teater je tako rekoč crknilo. Mojih predstav ni tako veliko, oziroma nič. Imam jih nekaj, mogoče 3 ta mesec. Tolmin, pa tam neke novoletne zabave, pa se rad malo nasmeja razočarana gospodinja pri seksologu, kjer predavam, tako rekoč, o teorijah spola in medspolnih odnosov, o seksualnosti, o tenzijah v družini, v okviru seksualnosti. Bodi dovolj. Upam, da sem kaj povedal.